Kljub hudemu pomankanju so se prebivalci Dume, zadnje uporniške postojanke v vzhodni Guti, odločili, da se spopadajo s postkonfliktnim življenjem in da ga skušajo izboljšati. Sirske sile so zajele Dumo, kjer naj bi se zgodil domnevni kemični napad 7. aprila, potem ko so uporniki islamske vojske evakuirali v mestece Jarablus v severovzhodni Siriji. Rusija tako trdi, da ni dokazal, da se je kemični napad zgodil. In čeprav naj bi se v Dumi konflikt končal, je mesto postalo mesto ruševin, prebivalci pa skoraj da nimajo hrane. Lovijo hlebce kruha s tovornjaka ali pa celo nabirajo drobtine. Sirska vlada sicer vsak dan dovaža hrano in osnovne zaloge, vendar je to še daleč od rešitve težav. Ljudje tudi po 4 ure čakajo v vrsti na hrano, ki pa je niti ne dobijo v zadostni količini in ne za vse. Na drugi strani pa naj bi je imeli uporniki dovolj. Prebivalci pa se ne predajo, odstranjujejo smeti z ulic in nameščajo električne kable ter skušajo oživiti poslovanje v trgovinah, ki niso popolnoma uničene. Več 100 ljudi se je na Malti spomnilo na novinarko Daphne Caruana Galizia, ki je raziskovala korupcijsko afero, konec lanskega leta pa so jo ubili, ko so ji nastavili bombo v avtomobil. Ljudje so nezadovoljni, ker pravici ni zadoščeno, morilci so namreč še na prostosti. Demonstranti so poudarili, da država brez zadoščenja pravici ni demokratična. Po umoru novinarke so 3 moške sicer obtožili suma umora, a so pristojne oblasti izjavile, da nimajo motiva za kaznivo dejanje in da osumljenci niso imeli predhodne povezave z novinarko. Demonstranti so tokrat s svečami in cvetjem hodili po ulicah, tudi mimo sodišča, vse do spomenika Galiciji. Avstralski živalski vrt je v prisotnosti mnogih obiskovalcev izpustil 5 pingvinov, ki so bili pri njih na rehabilitaciji v bolnišnici za divje živali Taronga. Prikupni pingvini so namreč imeli poškodbe zaradi trnkov, nekateri tudi zlomljene noge, trpeli pa so tudi zaradi dehidracije. Po več mesecih terapije so jih odpeljali na obalo. Futci, Margaret, Colin, Bondi in Nigel so tako odplavali stran od svojih obiskovalcev in gledalcev ter se odpravili novemu življenju naproti.